Kdorkoli potuje od Postojne proti Trstu, mora si misliti, da je zašel v arabske, afrikanske puščave, ker je na vse strani skoraj vse tako golo in kamenito, da na vso moč žali oko. Jako dosti se je pisarilo o tej zadevi, iz daljnih dežel so prišli v gozdnarstvu izvedeni in izurjeni možaki posvetovat se, kako bi bilo mogoče golemu Krasu spet potrebno nekdanjo gozdno odejo povrniti. Ali pri vsem tem ostane Kras v svoji žalostni podobi prava puščava. Kras, pisan z veliko začetnico, je približno 440 kvadratnih kilometrov velika apnenčasta planota v jugozahodnem delu Slovenije in nad Tržaškim zalivom. Svojo lego na severnem robu Jadranskega morja povezuje sredozemski in srednjeevropski prostor. Ker se je raziskovanje jam in ostalih kraških pojavov prvič začelo v tem delu sveta, je to območje opredeljeno kot matični ali klasični Kras. Zaradi ugodnega podnebja in bližine trgovskih poti je bil Kras zgodaj poseljen. Že v prazgodovini se je tu prebivalstvo preživljalo s pašništvom ter poljedelstvom. Razvoj mest ob morju je povečeval potrebo po lesu za kurjavo in gradnjo ladij. Vse večje izkoriščanje gozdov je imelo za rezultat nastanek velikih ogolelih površin. Nič čudnega, da je cesar Maksimilijan na sredini 19. stoletja Kras opisal kot skalno puščavo. Da bi vrnili rastlinsko življenje na ogolela kraška tla, so tedanji avstro-ogrski gozdarji, med njimi tudi slovenski fantje šolani v Gradcu in na Dunaju, v drugi polovici 19. stoletja po več neuspelih poskusih na čelu z Josipom Kolarjem uspeli s pogozdovanjem neavtohtonega, a klenega črnega bora in gozd se je začel ponovno vračati na izčrpana kraška tla. Dvoletni črni bor živi v takih okoljih, v bistvu v puščavi, preživi. Njegove sadike so posadili dobesedno v kamen. Ja, v glavnem vodili so to gozdarji, vodili so to krajevni gozdarji, ki so zaposlevali domačo delovno silo. Te je bilo pa v obilju na razpolago, tako da za drevesnice so lahko zbrali in uporabljali za oranje živino, kmečko orodje in vse to, kar je bilo. Za pogozdovanje je bilo pa kombinirano pravilo plačano delo in, bom rekel, tudi prostovoljno delo ali delo v obliki skupnega dela vasi ali skupnosti. Pravilo je bilo, da so moški kopali jame, z drogovi rulali kamen in potem tole in tem. Pravilo je bilo, da so ženska nosila zemljo, ker so v vrtačah in niže po teh grebenih ali v žlibovih, v jarkih je zemlja nekaj bilo, nosili zemljo, potem gor tistele izkopane jamice, ker so sadili in ženska so tudi sadila. Otroci so pa asistirali ženskam. Posajene sadike so ščitili pred sušo s kamnito zastirko, pred drobnico in živino pa z vzdrževanimi suhimi zidovi, ki pozneje dobijo vlogo tudi protipožarnih zidov ter s poljskimi in gozdnimi čuvaji. Požarne nevarnosti takrat še ni bilo. Josip res je pogruntal, da bo problem rešil samo, če bo rešil tudi socialno stisko domačinov. V bistvu jim je Avstrija s pogozdovanjem dala delo. Gozdar, ki je vodil zadnje pogozdovanje na Komenskem Krasu, je bil August Kafol, po rodu iz Čepovana. Bil je pa na tem koncu eden zadnjih cesarsko-kraljevih, ko so takrat rekli, cesarsko-kraljevih gozdarjev, avstro-ogrska šola, ki je služboval do smrti. Gospod Kafol je bil, bom rekel, tistile, če imate podobo, lahko samo iz filmov ali iz literatura, no, tista je klasična podoba, bom rekel, nekega človeka, ki je gospodar v prostoru in na tem, kar se okoli njega dogaja. Kako pa on gleda na to pogozdovanje? Zelo bi rekel, zelo pozitivno in zelo pohvalno in z interesom gledal. Ker je takrat šolanje je bilo do neke mere kombinirano s kmetijskim, tudi agrarnim šolanjem. In Kafol je prav eden izmed gozdarjev tistega obdobja, ki je, bom rekel, pustil kar krepak pečat
kmetijskega znanja v tem prostoru. On je v tej drevesnici tukaj negoval in izbiral posebna vrsta, ne posebna, prilagojena vrsta oreha za kraške razmere. Vodil je tudi potem sadjarsko drevesnico, učil celo cepljenja v večerni kmetijski šoli. No in glavna njegova dejavnost, ki je bila pa kot prispevek temu prostoru, je bilo pa sodelovanje pri uvajanju švicarska siva pasma goveda. Po prvi svetovni vojni, ko je prišla ta zemlja pod Italijo, se je obnovilo nekaj med vojno uničenih gozdov. Kar precej jih je bilo uničenih zaradi bombardiranj, saj je šla fronta tudi čez. Predvsem v 50-ih letih in na začetku 60-ih se je pogozdovanje nadaljevalo. Za časa italijanske oblasti do druge svetovne vojne in jugoslovanske po njej so bile v pogozdovanje sistematično vključene tudi šole. Pogozdovali so predvsem po gričevnatih predelih Kraške planote, kjer je imel gozd varovalno vlogo. Ti predeli so bili praviloma najbolj oddaljeni, najbolj skaloviti in predvsem namenjeni zgolj paši, malo ki je tudi košnji in žetvi. Na to so domačini najprej pristajali, čeprav pogozdovanju, ki je pomenilo krčenje pašnikov, niso bili naklonjeni. Šele pozneje, na koncu izvirnega programa avstro-ogrskega pogozdovanja Krasa, so drevje sadili tudi v bližini vasi, obenem tudi zato, da bi pripravili tla za kasnejše uporabnejše vrste drevja. Tu je prihajalo do resnejših sporov s prebivalstvom. Na Komenskem je tako predhodnik Augusta Cafola, cesarsko-kraljevi gozdar Anton Mrak, doživel sledečo prigodo. Po pripovedi starejših domačinov naj bi ljudje bili tako nerazpoloženi do posaditve tega prostora tik ob vasi za gozd, da so sadike, ki so jih delavci čez dan posadili, po noči populili iz jamic. In Anton Mrak se je odločil, da bo odslej spal po noči z lovsko puško v temle nasajenem prostoru. Od takrat je bil pa mir. Sistematično pogozdovanje Krasa je potekalo od leta 1859 do leta 1954. Zaradi opuščanja kmetijskih površin se je v 50-ih letih začelo naravno zaraščanje z gozdom. Je to dobro za Kras? Že na začetku pogozdovanja je bil prisoten predvsem ekološki vidik. Vedelo se je, da še zelo dolgo ne bo gospodarske koristi, ampak da je treba ozeleniti pokrajino, da ne bo puščava. Še danes ni nekega velikega izkopička iz teh gozdov. Imamo sicer zeleno, ampak to je še vedno prvi gozd, ki še ni pravi gozd. Nima neke svoje izrazite klime. Pač čas mora preteči in to se meri v stoletjih. Zaradi pogozditev in zaraščanja opuščenih kmetijskih površin se je obseg gozda na Krasu iz leta 1830 do leta 2000 trikratno povečal. Po mnenju gozdarjev je bil kraški gozd uspešno obnovljen. Pojavlja pa se problem njegovega urejanja, saj ta z grmovjem napreduje za kar 17 metrov letno in naj bi ob takem trendu do leta 2013 popolnoma prerasel Kras. Zaraščanje v zadnjih letih nekoliko zaustavlja drobnica, ki se po mnogih letih prepovedi vrača na pašo. A gozdarji poudarjajo, da je potrebno biti tudi pri tem pozoren. Mi pogrešamo to, da bi enkrat razmejili, kje bodo kmetijske površine in kje bo gozd. Ker z gozdom se ne da tako, da bomo 10 let imeli gozd, potem 5 let neko pašo, pa potem spet gozd. Ne gre. To bi moralo biti bolj dolgoročno naravnano, pa zaenkrat ni. Dejstvo je, da imamo absolutna gozdna tla, kjer se ne da pasti, čeprav so tendence, da bi tudi to ozemlje vključili v pašnike. Po drugi strani pa se zaraščajo njive in ostale površine, ki bi bile bolj primerne za neko kmetijsko proizvodnjo. To bi bilo potrebno nekako uskladiti in rešiti razvojno. Na kraškem območju se zgodi 90% vseh požarov v naravnem okolju v Sloveniji. Vzrok za veliko požarno nevarnost se med drugim pripisuje smolnatim iglavcem, ki tu niso doma, in vse večjim poletnim sušam. Pogorišča rešujejo s sekanjem poškodovanih dreves in le izjemoma, ko gre za večje površine, s ponovnim sajenjem ali setvijo semen, saj zaradi suše obstaja s sadikami velika verjetnost neuspeha.
Na posnetkih je vidno delno očiščeno pogorišče požara na Komenskem krasu, ki je med 21. in 24. julijem leta 2006 zajel 950 hektarjev površin, od tega 710 hektarjev gozdov. Obnovo pogorišč načrtujejo gozdarji skupaj z lastniki zemljišč. Sadike in seme v celoti plača država, lastniki gozdov pa lahko na Zavodu za gozdove Slovenije zaprosijo tudi za denarno pomoč pri plačilu del. Ko enkrat gozd pogori, velikokrat pogori tudi organski del tal, ki je nastal recimo v teh stoletjih in smo spet na začetku. V poštev pride spet črni bor kot vrsta, ki ima sposobnost preživetja v takšnih razmerah. Kakšna je torej škoda, če pogori gozd? Veliko bolj kot gozd je vnetljiva travna površina. Je pa seveda škoda neprimerno večja, če pogori gozd. Predvsem ekološka škoda, ki je ne znamo niti dobro izmeriti. Kajti pogozdovanju in zaraščanju navkljub nas pogled na kamnito površje Krasa po požaru prepriča, da ima tukajšnje rastje korenine še vedno na golem kamenju in ne v zemlji. Zato govoriti o neizmernih količinah hrane za drobnico in neskončnih virih kuriva na današnjem Krasu nima nikakršne podlage. Zeleni zastor, ki zadržuje prst, čisti in zadržuje vodo ter obnavlja rastje pokrajine, na Krasu šele vzpostavlja pogoje za kasnejšo boljšo in trajnejšo kmetijsko rabo. Problem na Krasu ni zaraščanje, ampak smotrno urejanje površin. Povprečna velikost vseh gozdnih zemljišč posameznega lastnika na Krasu zaradi velikega drobljenja pri dedovanju znaša 1 hektar, kar je zelo malo. Posledično ti nimajo interesa za urejanje, po 150 letih še vedno ne pravega gozda, h kateremu šele počasi prehajamo. Zdi se, da bo na začetku posajen borov gozd prek naravnih procesov in ob načrtnem urejanju rabe površin zamenjal hrastov gozd. Bor se v svojem gozdu ne obnavlja več, ker rabi veliko svetlobe in toplote. Sedaj gremo proti hrastom, se pravi na malo boljših tleh proti gradnu, to je zahtevnejši vrsti hrasta. Vmes je tudi cer in na najbolj suhih tleh so puhovci. Na nekaterih, recimo vlažnejših tleh, se utegne zarasti tudi bukov ali kakšna druga bolj senčna vrsta. Živeti na Krasu ni bilo nikoli lahko. Zavest ljudi o občutljivem ravnovesju v skalnati pokrajini je botrovala znanju in vztrajni obnovi Krasa. Tudi danes imamo znanje in s tem moč, da živimo v ravnovesju z naravo. Varujmo jo torej odgovorno za naš dom na Krasu danes in jutri.